No, takole. Vsi, ki me malo več spremljate na družbenih omrežjih, naprimer na Instagramu, ste sigurno opazili, da zadnje čase ful veliko časa posvečam samo sebi. Kaj to pomeni? Da veliko hodim v naravo, da veliko tečem, da sem ogromen na fitnessu in da sem popolnoma spremenil življenjski slog. In to je padla tudi blagovna znamka Suunto, to me ful veseli. Poslali so mi namreč svoj najnovejši izdelek, Suunto 7, in so rekli: Jan, tebe, ki toliko tehnologije zanima, poglej ta naš izdelek, pa nam povej, a gremo v pravo smer. Tako da, po špički moji bomo malo pogledali uro Suunto 7, pa moje prve vtise o njej. It's another day to live another fairy tale. It's another night to drink and then forget. Takole, jaz ne bom dolgovezil, jaz bom probal biti čim bolj konkreten, pa vam povedati čim več lastnosti urice Suunto 7, zato da se boste ustvarili prvi vtis o njej. Gre namreč za enega boljših hibridov med pametno in športno uro. Kaj to pomeni? Suunto se je povezal z Googlom in uporablja Googlov sistem Wear OS, kar pomeni, da je tukaj noter Googlova pamet in hkrati Suuntotova rigidnost in klenost. In zato je nastala taka zelo zanimiva športna ura. Kar se tiče dizajna, ki je najbolj očiten kjerikoli uri, namreč uro kupujemo z očmi, moram reči, da mi je to ena bolj všečnih, pametnih, hkrati pa tudi športnih ur, zato ker je ravno prav velika in pač na taki moški roki zgleda konkretno. To mi je ful všeč, jaz imam rad konkretne ure, meni so majhne ure, naprimer, mi niso všeč. Na drugi strani je pa zelo specifična, kar se tiče dizajna, še vedno ima gumbe, to pa Suunto zato vključil, ker valjda, ker to dežuje pa vse, se je pač ta touchscreen, ki seveda obstaja, lahko dosti slabši in se seveda zadeve lahko počneš tudi z gumbi. Moram pa reči, da kljub temu, da je ogromna ali pa velika ura, je lahka ura. Tako lahka, ker je ta ura, mislim, da je redko kera, ker pomeni, da je na roki komaj čutiš in to je ful pomembno, sploh pri športnih aktivnostih. Je pa še ena druga stvar. Če je lahka, pomeni, da je tudi udobna. Udobna je tudi zaradi tega izjemno, bom rekel, mehkega paščka. To je ena tista stvar, ki jo redko kdo bo opazil, ampak se vemo, za uro se skrivajo senzorji za merjenje srčnega utripa in uro se treba malo bolj zategniti. In zdaj, če je ta pašček trd, se veste, kaj mislim, pa vam bo kri zastajala. Če pa takole mehek, kakor ga zna Suunto narediti, je pa zadeva super. Mogoče še par malenkosti. Razlika med klasično pametno uro pa Suuntom, tista največja razlika je, da v bistvu spremlja prek 70 športov. Pri klasičnih urah boste dobili tam 30, mogoče kaj tudi 40 športov. Suunto so pa tako fajn sprogramirali oziroma so dodali prek 70 športnih načinov, kar pomeni, da treka praktično vse, kar lahko počnete. Zanimivo je to, da je valjda noter tak GPS, logično, v vsaki športni uri je. Super pa je informacija, da lahko z Google Maps in podobnimi aplikacijami tudi prenaložite zemljevide in jih imate tudi brez povezave. Torej, ne rabite povezave s podatki, imate v bistvu zemljevide že noter in ko nekam greste trekat, zadeva funkcionira. Zelo dobra je povezljivost, ker tole premore Wear OS, torej Google operacijski sistem, ki je derivat Androida. Pomeni, da tukaj delajo praktično vse aplikacije in da je povezljivost s temi aplikacijami zelo neproblematična. Načeloma zadeva funkcionira prek Google Fita, ampak zaradi tega, ker funkcionira prek tega, funkcionira s Stravo in z vsemi ostalimi aplikacijami, ki izkoriščajo te sisteme. Tako da to je ena od tistih stvari, ker je pa rigidna, pa klena, tako kot redko kera pametna, pa redko kera športna urica, se lahko pa z njo potopite tudi 50 metrov globok. To je pomembna informacija. Tako da je skoraj za potapljača. Mislim, ni, ampak ja, nobeno potapljanje, triatloni, podobne reči do živega ne bo prišlo. Zanimive so valjda vse Googlove funkcije, tako kot je Googlov asistent, ker pač tukaj rečeš OK Google in zadeva dela. Pomeni, da ga lahko vprašaš in zadeva pol tudi prikaže stvari, Google Maps in podobne reči. Tako da moram reči, da so ti prvi vtisi, ki sem izbral v tej uri, zelo dobri. Battery life, to je eno tistih ključnih vprašanj, ki ga boste imeli, je tak kot pri vseh urah,
pametnih in pa tudi športnih. Ni odličen, je pa dober, kar pomeni, da če boste uro normalno uporabljali, boste uporabljali 2 do 3 dni, če boste pa uporabljali z opcijami GPS-a in podobnimi zadevami, ker boste trackali te svoje športe in se boste res veliko gibali, pa bo ura zdržala okoli enega dneva, ker namreč to, kar naenkrat postaja skoraj pameten telefon z aplikacijami, ki tečejo praktično tudi na pametnih telefonih, sicer prilagojene za uro, ampak glih tako zahtevajo veliko procesorske moči, pa veliko baterij. Tako da prvi vtisi v tej uri so odlični in fajn je, da je Wear OS dobil enega takega konkretnega proizvajalca ur, kot je Suunto. In Suunto je res znan, ne? Saj tisti, ki so ljubitelji te blagovne znamke, bojo vedeli, o čemu govorim. Znam potem, da je klen. Torej, to je tako kot Toyota. Toyota ne moreš ubiti, Suunto je ena od tistih naprav, ki jih težko zdrobiš in uničaš, in tukaj je ta glavna konkurenčna prednost. Cena Suunto 7 je 479 €, dobite jo pa v Oraž Dvolečnik v Stari Ljubljani, Poleosportu, Intersportu, pa mislim, da še nekaj drugih trgovcev, tako da je v bistvu dosegljiva. Mislim, da če boste pa zdaj kupili, boste pa celo eden od prvih, ki ima. Tako da, to je bilo to, to je bil initial unboxing / review / something in ja, to je to.